Že več desetletij so si krajani Vač prizadevali urediti trg pred cerkvijo. Ker je bil prvotni predračun v začetku leta za financiranje strani občine previsok, so krajani stopili skupaj in udarniško pristopili k ureditvi trga. Ja, v bistvu je bila kar konkretna akcija za to, da je šel idejni načrt naprej, smo pač poskrbeli mi kot krajevna skupnost. Predstavili najbližjim krajanom tega trga, da smo preverili njihovo voljo. Oni so bili za, povabili takrat potem kasneje župana, ki je zaradi sredstev, ki bi jih mogel dati, seveda bil malce zadržan. Zato je takratna skepsa zagotovo pripomogla k iskanju pozitivnih in pa bolj racionalnih rešitev, ki pa v bistvu ne odstopajo od, se pravi, prvotnih rešitev. Kar pomeni, da smo še vedno zelo zadovoljni, da nas je občina pri tem podprla in smo naredili res dobro delo. Kljub temu, da je mogoče na prvi pogled gledali, da je to nemogoče in da je to investicija, ki jo pač težko preživimo ali pa naredimo. Presenetilo je pravzaprav vse. Tudi, jaz sem prepričan, tudi občino oziroma župana, da smo lahko na tak način skupnimi močmi naredili to, kar smo naredili. In občina je zagotovo to idejo v celoti podprla. Projekt bo zagotovo zdaj približno kar več kot 3-krat cenejši. Potem je pa, se pravi, lokalni podjetniki so stopili zraven, naredili smo delovne akcije, v bistvu smo veseli, da očitno obstaja še vedno možnost udarniškega dela. In tale trg je v bistvu res tak pristen primer, kaj se pravzaprav da, če je volja vaščanov. Se pravi, ena oseba, ki je pač povezovala, je bil pač prav konkretno Andrej Vrhovec, ker je pač res stopil s svojim podjetjem, ki pač to omogoča, da je bil neko zaledje. Dejansko od zapore ceste pa do zadnjega položenega tlakovca je, mislim, da je minilo 2 dni več kot mesec. Hkrati pa bo ureditev vaškega trga, saj ta osnovni del, imela ustrezno rešitev in zagotovo je to eden od izjemno dobrih primerov dobre prakse, ki je bil postavljen prav na Vačah. Krasno je, lepo in res lepo, da so to se zrihtali, koliko je treba.